Pozdravljeni na domačiji Firbas. Danes gostimo Društvo za razvoj podeželja iz celotne Slovenije, društva iz Češke. Pod pokroviteljstvom Društva za razvoj slovenskega podeželja gostimo Las Outar, delegacijo čeških lasov in seveda tudi delegacije slovenskih lasov, kjer se nekako izmenjujejo izkušnje in na nek način tudi izvaja promocija tako slovenskih lasov, kot seveda tudi same Slovenije. In seveda sem vesel, da smo na takem lepem kraju, kot je domačija Firbas, in jaz mislim, da bodo tudi naši kolegi iz Češke z pozitivnimi vtisi odšli v svojo državo. Za konferenco o sodelovanju med slovenskimi in češkimi lasi gre za eno obliko sodelovanja, ki smo ga uvedli oziroma smo si ga zamislili v Društvu za razvoj slovenskega podeželja kot mreži slovenskih lasov. Imamo že kar 2 projekta sodelovanja naštimana, danes pa bomo tukaj se pogovarjali o 20 projektih, ki jih imamo nekako v idejni zasnovi in ki bodo seveda, upajmo, vsaj v 2-3 realnih različicah tudi prišli. V občini Cerkvenjak smo ponosni, da lahko gostimo danes predstavnike lasov iz cele države in pa seveda tudi goste iz Češke. Tako da jaz mislim, da bo danes kar, bi rekli, tukaj pri turizmu, tudi kmetiji Firbas, kar pestro dogajanje. Se nahajamo tudi tu v našem štiblu, v naši majhni prezentacijski trgovinici oziroma recepciji, tako imenovani. Tukaj imamo nekaj promocijskega materijala in pa potem tudi z junijem bomo začeli prodajati tudi iz okoliških prodornejših kmetij, tako imenovano povezovanje med ponudniki na en fair play. V sklopu tega smo na začetku že vključili tudi Zadrugo Dobrina, ki je pomemben člen med samimi proizvajalci, tako kot smo mi. Zadruga Dobrina je na današnjem posvetu skupaj z domačijo Firbas pripravila to uvodno zakustko ob samem sprejemu udeležencev iz slovenske kot tudi iz češke strani. Drugače pa lahko rečemo, da z domačijo Firbas zelo dobro sodelujemo tudi tekom ostalega poslovanja, se pravi z prodajo njihovih izdelkov v obrate javne prehrane, potem tudi z direktno prodajo našim strankam v trgovini Zadruge Dobrina, tako da lahko rečemo, da smo nekako vzajemno en z drugim.